Dobrodošli, upam, da se slišimo, vidimo. Aha, evo, se že vidimo. Dober dan iz Maribora. Zdravo, zdravo. Vsi, ki ste danes tukaj, napišite prosim, od kod ste, da vidim, da se slišimo, da vidim, da smo tukaj, da ne govorim sama, da vas lažje začutim, da en drugega. O, Mariborsko Pohorje, wow, ste pobegli gor na Rebeka na višino. Pozdrav iz Kopra, Grobelno, Komenda, Helena, zdravo, Luka Grosuplje, Tina Maribor, iz Črnomlja Marija, Mateja iz Ljutomera, Nataša iz Izole, še imamo Koper, Ljubljane, Žiri, Železniki, Ljubljana, Radovljica, Slovenska Bistrica, Ljubljana, Ivančna Gorica, Planine pod Golico, Novo mesto, Velenje, Jesenice, Škofja Loka, wow, Logatec, tako, krasno, krasno, Slovenske Konjice, dobrodošli vsi na ta aprilski dan, ki je praktično poletni dan, tukaj je ful vroče pri nas, in sem vesela, da ste vseeno danes tukaj z mano in sem prepričana, da si bomo naredili čudovit večer, marsikaj vam želim povedati, pokazati, in verjamem, da bo to eno lepo, lepo, lepo srečanje za nas. In za vas, za nas vse. Šentjanž pri Dravogradu, Vransko imamo, Novo Gorico, krasno, krasno, Velenje, ja, dobrodošli, dobrodošli čisto vsi. Dobrodošli, dobrodošli, evo, se že zbiramo. Mi, ki smo že z vami, je priporočljivo biti danes z vami. Matevž lahko, seveda, dobrodošel Matevž. Eva Semič, tako. Tukaj zdaj sprašuje, samo malo. Okej. Tako da, evo, dobrodošli vsi, ki smo danes tukaj. Danes bo približno 1 urico bomo skupaj, če bo treba, bom mogoče malo raztegnila, odvisno, kako nam bo hitro šlo. Vas pa vabim res, da ostanete z mano do konca. Ravnokar smo iz tiskarne prinesli novo svežo knjigico, Kako premagati anksioznost. V bistvu je predelana moja stara knjiga Tapkanje, dodane so nove zgodbe, posodobljena je, in dobite jo pa v PDF obliki, ne. Danes ne bomo fizično pošiljali, čeprav smo danes dobili celo nam je tiskar pripeljal knjigice, ampak danes vam pa pošljemo v PDF obliki na koncu, tako da ostanite z nami, da boste lahko brali, prav, v prihodnjih dneh. Napisana je tako, da je marsikdo rekel, da se je zelo, zelo našel noter, da mu je mnogo bolj so mu jasne stvari, da mnogo bolj razume sebe. Ljudje, ko to preberejo, se počutijo slišane in tudi v zgodbah se najdejo in v razlagi, tako da zato vam priporočam, da to knjigico preberete. Danes je naša tema od anksioznosti do notranjega miru v 5 korakih in res želim z vami danes prehoditi teh 5 korakov, da vam pokažem, da je za vsakega možno to pot prehoditi. Ni to en sam korak, jih je 5, in vsebuje eno tako notranjo transformacijo, da pridemo anksioznosti do notranjega miru. Začne pa se vedno z enim samim korakom in zato sem vesela, da smo danes skupaj, da pogledamo, kaj je teh 5 korakov in kako bi tudi vi lahko prišli od neke anksioznosti pa do notranjega miru. Torej, moje ime je Asja Dominko, nekateri me poznate še pod starim imenom, Vlasta Kuster, zdaj bo že skoraj točno 3 leta, kar sem menjala ime, priimek. In v bistvu sem po izobrazbi magistrica temeljnih medicinskih znanosti, sicer pa se ukvarjam s to energijsko terapijo, s čustvenim zdravljenjem in že več kot 12 let delujem tako, da ljudem pomagam, da se rešijo čustvenih stvari. In moč mojega dela je v tem, da lahko v kratkem času ljudi peljem čez eno tako pot, čez eno tako osebno transformacijo od stisk, anksioznosti pa do notranjega miru.
Seveda ne morem sama namesto nikogar to narediti, jaz nisem Bog tukaj, ampak imam pa točno prehojeno pot, po kateri sem šla sama in lahko tudi vas peljem čez to. Torej, moč mojega dela je v tem, da imam rezultate. Da tistega, ki hoče, da ga res lahko pripeljem od nekih strahu, tesnobe, anksioznosti do notranjega miru. In stojim za tem, da v bistvu bi vsi mi lahko imeli lepo življenje. Da bi vsi mi danes v teh časih lahko živeli z notranjim mirom, z veseljem, z zaupanjem, v blagostanju. Stojim za tem, da je to možno. Pogoj pa je seveda, da od sebe odvržemo vsa stara bremena, ki so se nabirala tekom našega življenja in velikokrat tudi tekom generacij. Tako da zelo sem vesela za vse vas, ki ste pripravljeni iti po tej poti, ki si to želite, in posebej ponosna sem na tisti, ki iščete mene, ki želite in ki hočete. Ja, ker to je pot, za katero ne moramo nikogar siliti, niti prositi, niti ne moramo se za koga drugega odločiti. Vsak se tukaj odloči sam zase, ali hoče iti po tej poti. In zdaj pa mene zanima, zakaj ste vi danes tukaj. Kaj je tisto, česar bi se radi rešili, in kaj je tisto, kar bi radi vi dosegli, vi osebno. Pa vas vabim, da kar napišete. Evo, zato, da se malo začutimo en drugega, in pa napišite tudi sebi na papir, ker je res pomembno. Kje ste zdaj, pa predvsem me zanima, kaj bi radi dosegli. Okay? Občutek preobremenjenosti. Okay. Ogromno težav, vse preveč, izgorelost, obvladovanje anksioznosti, tesnoba, notranji mir, manj sekiranja, manj skrbi, tesnoba, strah, anksioznost. Okay. Osvobodila bi se vseh strahu, ki so v meni. Ja. Obvladovanje strahu. Panični napad imamo, Nina, ja, socialna anksioznost, slaba samopodoba, osamljenost, stres in ne morem se pomiriti, strah pred neznanim, anksioznost, govoriti pred več ljudmi, se pravi tudi socialna anksioznost, paničen strah pred smrtjo, panična motnja, preveč razmišljanja o dogodkih, o tesnobi, tesnoba, strahovi, skrbi, depresija, zgorelost, panika, nespečnost, da bi se znala hitro sprostiti, strahovi, krivda, občutljivost, malo hitreje berem, ker vidim, da imate podobne stvari, obvladovanje tikov, ki so povezani z anksioznostjo, pogrevanje napak iz preteklosti, panika, tesnoba, strahu. Zdaj, če vidite, ne, tukaj nas je danes že 140, še se nam bo kdo pridružil. Veliko vas ima danes to, ne? Veliko vas ima danes to, niste sami, niste edini, niste nerešljiv primer. Velikokrat je kdo prišel k meni in je rekel, verjetno sem jaz vaš najtežji primer, kaj ste ga kadarkoli imela. Pa v bistvu ni bilo tako, ker vidite, da se ponavljajo stvari, da to je naša človeška narava, ko je vsega stresa preveč, nastane ta anksioznost. Nastanejo različne verzije, ampak niste sami v tem. In predvsem rešljivo je to. Okay? Jaz že 12 let res stojim za tem. Moja zgodba, čisto na kratko, da bomo imeli čim več časa za vas. Tudi jaz sem imela anksiozno, tudi jaz sem imela tesnobe, ravno ne, ampak ogromno žalosti, ogromno strahov, ogromno sem prejokala, ogromno občutkov nemoči, ogromno občutkov manj vrednosti. To je bilo v mojih 30 letih, to je bilo že 20 let od tega. In bilo je tako, da sem težko živela. In tudi niti slučajno se o tem nisem mogla z nikomer pogovarjati, nisem imela občutek, da me kdo sploh razume. In to živeti z anksioznostjo je trpljenje. In verjetno se tudi vi lahko s tem poistovetite. Anksioznost je notranje trpljenje, ki se na zunaj ne vidi, izvidi ne pokaže v nič, ampak to je notranje trpljenje, ki se odraža tudi na nekem življenju, ki ima kar naenkrat omejitve. In tudi sama sem doživljala to in ni mi bilo fajn. In spraševala sem se, zakaj se je to meni zgodilo, spraševala sem, kdaj bo to nehalo, spraševala sem se, a ni dovolj, da sem naredila vse, kar so od mene želeli, da imam izobrazbo, da imam poklic, da imam družino, da živim po nekih standardih, nekih normah, ki so me vzgajali, a v meni notri pa je bil nemir, v meni je bilo žalost, v meni je bil res strah. In potem sem ugotovila, da obstaja tudi ta čustven svet, s katerim se moram ukvarjati, in sem ga raziskala do te potankosti, da danes lahko učim vas.
Ko sem iskala jaz, kdo bi meni pomagal, nisem mogla najti človeka, ki bi me lahko res celo pot spremljal, ampak bili so učitelji, ki so me spremljali vsak nekaj korakov, veliko sem mogla pa sama pogruntati. In zato je to, kar vas zdaj učim, zelo edinstveno, zelo unikatno, nekaj, kar je nastalo tekom teh 12 let soočanja z mojo lastno temo, z mojimi lastnimi strahovi, nemočjo in z ogromno ljudmi, ki so prihajali tudi k meni po pomoč. Zdaj pa gremo kar direktno na teh, Nika pa piše lepo, da vidite, da nisem edina, ne. Ja. Pa, okej, disociacijo, OCD, dobro. Pa strah pred vožnjo, pa vse imamo. Okej. In zdaj bi rada šla na teh 5 korakov, bi vam rada teh 5 korakov razložila in potem bomo šli na terapevtski del. Danes bi rada z vami res, da imate tudi izkušnjo, kako v bistvu moja terapija deluje in rada bi vas za en košček sprostila danes, da ko boste danes končali, da boste čutili razliko. Ne samo intelektualno, da stvari razumete, ampak da v celem telesu, da boste čutili olajšanje. Evo, to je moja danes namera, upam, da ste za. Ste za? Ste za to, da vas sprostim, da ko greste od tu, da se počutite boljše, da boste bolj veselo spremljali to lepo pomlad? Ste. No, še kdo? Napišite, prosim, če ste za to, hočem vaš jasen ja, ker rabim vaše sodelovanje, rabim vašo odločitev in hočem delati s tistimi, ki hočete. Ja? Ne z nekom, ki ga moram siliti in prositi, tega ne delam. Z nekom, ki pa hoče, pa absolutno ja. Zato ste tukaj. Okej, pa mišice imamo, ne? To so že moški. Krasno. Okej. Odlično. Torej, najprej na kratko, kaj to je anksioznost. Anksioznost je beseda, ki zajema en cel kup nekih simptomov. V bistvu bi jo lahko prevedli tesnoba, nervoza, živčnost, nemir, strahovi in čudni telesni občutki, nepojasnjeni telesni občutki. Ja, skriva v sebi milijon stvari. Torej, anxious, anxiety, ki je toliko popularna beseda in zdaj tudi anksioznost v zadnjih 10 letih vsak mlad jo danes pozna, pred toliko in toliko leti še odrasli nismo vedeli, kaj je to. Anksioznost je zaskrbljenost, strahovi, vse to, kar v bistvu tudi vi doživljate in čutite. Ima različne obraze, skupno pa je, da je ogromno nekega stresa nabrano v nas, ogromno občutkov, ki se kažejo tako na čustvenem nivoju, tako na miselnem nivoju in tako na telesnem nivoju. To vse je en tak kontejnerček smeti, smetnjakec, kjer je to vse not anksioznost. In zdaj, kako vpliva to na vas, to je pa tisto pomembno, kar se boste tudi našli, kako anksioznost vpliva na nas. Vpliva prvič na kvaliteto življenja, zato ker nismo več isti, kot smo bili. In večina ljudi, ki pride k meni, v bistvu vse, kar si želi, je to, da bi živela normalno življenje in da bi imela notranji mir v sebi. To sta v bistvu 2 stvari, ki vsakega, ko vprašamo, kaj želite, če res želite, želijo normalno življenje, da se vrnejo in da dobijo nazaj notranji mir. Ker anksioznosti vzame mir. Anksioznost ti vzame mirne noči, anksioznost ti tudi vzame sproščene odnose z tistimi, ki jih imaš najrajši, anksioznost ti vzame mirne misli, anksioznost ti vzame produktivnost na delovnem mestu, anksioznost ti vzame prijaznost, anksioznost ti vzame življenjsko energijo, anksioznost ti marsikaj pobere. In na dolgi rok anksioznost ni dobra za naše telo, da je toliko tega stresa nakopičenega v nas. Nočem nikogar strašiti, nikoli se nisem tega posluževala, da bi koga strašila, ampak dejstvo je, da je naše telo, ko smo anksiozni, preobremenjeno z nekimi občutki, z nekim stresom, ki smo ga doživeli. Stres smo doživeli, tistih stresnih dogodkov že zdavnaj ni več, ampak kot posledico so se v nas naložile neke energijske blokade v obliki naših čustev. Ja. Anksioznost ti naredi tudi razdraženo črevo, pride tudi do fizičnih simptomov. Ja, tako, tudi to, moram tudi to povedati, hvala, da ste me spomnili. Torej, anksioznost vpliva ne samo na čustva, ne samo na misli, ko ste anksiozni, ne morete jasno razmišljati. Študenti, ki so anksiozni, se ne morejo učiti, ne morejo študirati. Dijaki, ki so anksiozni, ne morejo dobro testov pisati, ker se ni več isti, ne moreš razmišljati. Delavec, ki je anksiozen, nima koncentracije. Ja? Se pravi, miselni simptomi so. Po drugi strani so pa telesni simptomi. Anksioznost tudi boli.
Anksioznost tišči, anksioznost drgeta. To pomeni, da je lahko anksioznost tudi peče. Danes me ena gospa vprašala, je rekla, a je že kdaj kdo vam rekel, da me peče po telesu? Ja, tudi to je možno. Anksioznost so katerikoli fizični občutki, ki so nepojasnjeni iz strani medicine. Pomeni, da zdravnik pregleda, različni specialisti vas pregledajo z različnimi testi, z različnimi izvide dobite in vse kaže več ali manj brez težav. Ampak anksiozna oseba se pa ne počuti v redu. In takrat šele se začne v bistvu tisti dvom, aha, nič mi niso našli, pomeni, da imam nekaj še bolj redkega, nekaj še težjega. To je anksioznost, da vas boli, nekatere boli glava, nekateri čutijo glavo kot tako, nekatere boli čeljust, mnoge tišči v prsih, mnoge imajo težave z želodcem, mnogi imajo težave s črevesjem, mnogi imajo čudne mehke noge, mnogi imajo vrtoglavico, mnogi imajo omotico. Se pravi, tega je lahko zelo veliko raznih simptomov in vsi so del tega kontejnerčka, ki se mu reče anksioznost. In na dolgi rok za telo gotovo ni dobro, da je vse to v nas. Ker zakaj imamo anksioznost, ki se pa lahko stopnjuje v paniko? Zakaj imamo to? Ker nam telo hoče povedati, dovolj je bilo. Fibromialgija je tudi ravno pot v to, bolečine povezane z stresom, tako mravljinci, tako. Grlo, ja. Ker kadar smo mi pod konstantnim stresom, v bistvu takrat tudi imunski sistem pade in lahko smo non-stop bolni in tako naprej. Helicobacter pylori, tako v želodcu, absolutno imunski sistem se poslabša in takrat lahko tudi bakterije so mnogo močnejše in razgrajajo po telesu, ki sicer ne bi mogle. Boleč hrbet, ja. Se pravi, anksioznost vpliva na celo telo, tudi na fizičnem nivoju. In na dolgi rok ni okej, da je to v telesu. To se boste gotovo strinjali. Na dolgi rok prvič je težko živeti s tem, drugič to je trpljenje živeti pod vplivom anksioznosti in tretjič, na dolgi rok ni v redu, ker ves ta nakopičen stres na dolgi rok povzroča bolezni. Pa to ni moja, to veste, da je znano, da ne vem koliko, 60, 70, celo 80% obiskov pri zdravniku je zaradi stresa in anksioznosti je tu en velik del tega. Pozdravljeni, vsak dan imam bolečine, tiščanje v prsih, ki se širi. Ja, za bakterije absolutno vzamite to, kar vam medicina da, vzamite antibiotike, vseeno pa razmišljajte tudi malo širše, to, kar se danes pogovarjamo. Zdaj bi vam pa rada razložila vzrok, torej 5 korakov. Prvi je bil to, kaj je to anksioznost, drugi je, morate razumeti, kako vpliva na celostno vaše telo. In tretjič, kaj je razlog, potem bomo šli na rešitev in potem bomo šli še na vašo konkretno zgodbo. Ja. Kaj je v bistvu razlog za anksioznost? Razlog za anksioznost je nabran stres v našem telesu. In tukaj gre za povezanost uma in našega telesa. Gre za povezanost preteklosti, ki smo jo doživeli, in sedanjosti. Dobro me prosim poslušajte, to bi res rada, da razumete, ker če boste to razumeli, potem imate pravo pot, po kateri lahko se anksioznosti tudi rešimo. Če tega ne razumete, se ne boste mogli rešiti tega. Še enkrat, pri anksioznosti gre za povezavo med umom in med telesom. Pri anksioznosti gre za povezavo med preteklostjo in med sedanjostjo, ki tudi vpliva na prihodnost. Kako pa to poteka? Gre za to, da mi doživljamo neke situacije v našem življenju, ki so stresne za nas. Ob vsaki taki situaciji doživimo občutke. In ti občutki gredo v naše telo v smislu nekih energijskih blokad in občutkov, čustev. In velikokrat se tega ne zavedamo, dokler ni mera polna, dokler se to ne razraste, kot hobotnica se razraste čez nas in takrat je šele nastane anksioznost. Ampak ta anksioznost, ki jo imate danes, ni od danes. To je posledica vsega težkega, kar ste vi v življenju doživeli, stresnih situacij. In vsaka taka stresna situacija je neke občutke pustila v vas.
Občutki pa so lahko bodisi čustva, bodisi telesni občutki. In to je skrito nekje v telesu na skrivnosten način v obliki energije, v obliki energijskega sistema telesa. In naša medicina, ko gleda telo bolj fizično, tega ne vidi in zato vam reče, vi ste zdravi. Fizično ste zdravi, energijsko pa ste izčrpani. Prekinja vam? Upam, da, ne vem, čakaj, lahko jaz edino tole enim pa dela okej. Ja. Mogoče internet, ne vem, ne znam pomagati kaj. No, če ni hudo, poskusite pogledati do konca. Mislim, da boste glavno ujeli. Če ne, pa bomo posnetek poslali. Torej, zelo pomembno, da razumete vzrok anksioznosti. Tu bi vam rada pokazala tudi to sliko, ki jo velikokrat kažem in jo res, meni pač ta slika vse razloži. To je naš ki je sestavljen zavestnega dela in podzavestnega dela in to je naše telo. In vsaka stresna situacija nam je nekje na podzavestnem nivoju, nekje v telesu pustila neke packice, neke zvezdice črne. In to so vsi ti naši občutki, bodisi čustva, bodisi občutki. In to vse vpliva na naše telo. In razlog za anksioznost so stresni dogodki iz preteklosti, ki vsak nam je pustil poleg spomina še občutke. To morate razumeti, kar vam zdaj govorim. In posledično to čuti celo naše telo. Pri enim ena stvar bolj čuti, nekateri čutite nekaj drugega, drugi nekaj tretjega, ampak bistveno je, da zaradi stresnih situacij vplivamo na telo. Ja, burja, Matej, če ste se prestrašili, pol absolutno. Ne? Če ste bil sredi burje, nemočen, če vas je bilo strah za življenje, absolutno je to. Ja? Ali pa če ste bil v avtu, ko se je prekucnil, ali pa če ste videl avto, ki se prekucne. Vse to vpliva, vse to na nas vpliva. Na ene situacije bolj, ene situacije manj. In zdaj, kaj pa je rešitev za anksioznost, in to bi rada spet, da me zelo dobro poslušate. Zaradi interneta, okej. Dobro, moški se radi pohecate, glej takrat, ko so najbolj resne teme, ne? Ker bi radi neki stvar speljali v dobro voljo. Hvala vseeno, ampak dajmo ostati pri temi. Torej, kaj pa je zdaj rešitev? Rada bi vam povedala, kaj je pa rešitev tega. Rešitev pa je, da mi sistematično iz vašega psihe telesa, iz vašega telesa te črne pikice brišemo. In več, ko bomo tega dali stran, bolj mirno bo vaše telo. Bolj jasne bodo vaše misli, bolj zdravi boste, boljše bo imunski sistem deloval in boljše boste spali. Torej, rešitev za anksioznost ni samo nek pogovor, pomaga, ampak ni dovolj. Potrebno je resnično iti v svojo podzavest in se lotiti teh packic, ki so povezane z starimi občutki, ker tu nima kaj delati več v nas. Ker dogodek je že zdavnaj mimo, samo ta packa, ki pa je ostala v nas, je pa tista, ki nam danes dela težave. Ali do sem razumete? Ali do sem se še strinjate z mano, ali se že kdo ne strinja? Da vidim, če ste še z mano, če me poslušate. Ja, okej, dobro. In torej, rešitev je samo, zdaj pa je vprašanje, 5. korak pa je to, ki pa je odvisno od vas. Torej, jaz sem morala pri sebi pogruntati to, kar vam zdaj govorim. Morala sem pogruntati, kako to najti in kako to iz sebe zbrisati. In kako to resnično čutiti, da je razlika. In kako potem posledično se moje življenje, da se je začelo spreminjati na boljše. In zdaj pa je 5. korak, je pa odvisno od vas. Ali vas že dovolj boli, da tudi vi se hočete s tem ukvarjati? A imate anksioznosti poln kufer, da ste pripravljeni nekaj za to narediti? Ker vsaka sprememba nas malo boli. Vsak proces je malo naporen. Nekaj energije treba vložiti noter, nekaj svojega časa in treba investirati, nekaj svoje ljubezni, nekaj stvari treba spremeniti v svojem življenju. In ljudje nekako se ne radi spreminjamo, se vemo vsi, ne? Zdaj pa moje vprašanje, ali vam je še vedno dovolj udobno živeti s temi packicami, pa za to anksioznostjo? Ali ste pa že prišli do točke, ko pa rečete, fak, dovolj imam tega, zdaj pa hočem spremembo. In to me zdaj zanima, ali že hočete, ali ste že pripravljeni, da naredite to spremembo, a imate že dovolj, ali pa se vam zdi, da je še dokaj zmerno, pa da še vedno se da živeti.
Dovolj, absolutno imam tega, hočem iz tega stranja ven, več kot dovolj, seveda hočem, dovolj. Wow! Mislim, da smo vsi, ki smo tukaj pripravljeni, več kot dovolj, jaz tudi dovolj. Ok, bravo, bravo. Vsak se zase odloča. Meni se je vedno zdelo, imam vprašanje, sem enkrat že to predelala, ampak se mi je po določenem času spet vrnilo. Včasih so v bistvu, razen nekega takega, nimamo pravega zemljevida vaše podzavesti. In lahko, da ste kake plasti predelali, pa so spodaj bile še skrite, ki se bojo pokazale, pa jih bo treba še predelati in to ni nič takega. Ja, gremo na lepše, bolj pozitivno, hočemo spremembo. V redu, torej vam je mar za to, ste že toliko daleč, da ste pripravljeni to spremeniti, ne? Ja, če je anksioznost običajno pomirjevala, za kratek čas pomagajo. Ja, in to imajo tudi zdravniki test, če ima nekdo hud panični napad, pa misliš, da bo te kap, pa da bo ne vem kaj, če ti dajo Helix ali pa ne vem, apaurin in se ti pomiriš, pa rečejo, ne, to je pa panika, to je pa psiha, ne? Tako da pomirjevalo je včasih ravno test za to, da dokažejo, ker pomirjevalo deluje na relaksaciji mišic. Ampak ne moramo iti zdaj še v te detajle. Glejte, dobro, mene moti, da sem preveč neučakana, da mi je bolje, a mi je že bilo okej. Tako. V redu, mislim, da bomo mogli malo potegniti, več kot 1 urico. Jaz se zelo trudim, da vam čim bolj koncentrirano dam, ampak če bo treba, bomo malo potegnili, da vam res lahko pokažem. Torej, zdaj pa vas vprašam, zdaj pa bi rada šla z vami v akcijo. Zdaj bi rada res, da vam pokažem, kako lahko vi danes, ta trenutek sprostite telo. Zdaj bomo šli pa v ta del, terapevtski, kjer pa vas moram naprej opozoriti. Zato sem vam malo uvoda naredila. Lahko se zgodi, da boste jokali, lahko se zgodi, da boste imeli kakšne mravljince, lahko se zgodi, da vam postane še bolj vroče, kot je že danes vroče, lahko vam bo hladno, lahko boste imeli kako drugo reakcijo, lahko pa ne boste imeli nobene reakcije. Tisto, kar v bistvu želim od vas, je, da zaupate procesu, da karkoli se bo dogajalo, da se ne ustrašite, da pogumno gremo tu notri, ker te pikice, to so naši stari občutki. In zdaj moč mojega dela je tudi v tem, da jih potegnem na plano. Tako da ne se me ustrašiti. Zaupajte mi, uporabljala bom tudi tehnike, ki so zelo učinkovite, boste videli, ampak seveda je pa spet, želim vaše sodelovanje, ali ste pripravljeni, da gremo zdaj v en tak terapevtski proces, kjer se bodo čustva odvila, pomeni, da morate biti sami zdaj v prostoru, kjer to delate, da morate izklopiti telefone, da vas noben ne sme motiti. Če imate kakšne Facebooke odprte, karkoli drugo, da vam piska, blinka, vse morate ugasniti, ker če nimate robčkov, morate iti po robčke pa po kozarec vode. Ali ste pripravljeni, da gremo zdaj tukaj noter, da nekaj teh starih čustev ven potegnemo, če bo treba kako solzico spustiti in da to očistimo in da vas jaz sprostim. Ker bi rada, ko odhajate danes od mene, da bo vaše telo sproščeno. Želite? Sigurno? Ok, komaj čakate. Akcija. Avti, to bomo odmislili, če so zunaj, to vas ne bo motilo, ne? Samo da vam ne bo nerodno, saj veste, če včasih jokamo, pa to, če en zraven nas, otrok, nas bo motilo, ne boste mogli se sprostiti, ne, pa tudi, če nekdo zraven televizijo gleda, vas bo motilo. Ja, bravo, sem ponosna na vas, mi je všeč, kako lepo sodelujete danes. Okej, če kdo nima robčkov, naj si gre ponje, če kdo nima vode, v robčke pa vode, skočite si ponje, minutko vas počakam, da bomo res pripravljeni. Da gremo zdaj narediti en korak naprej. Tako, in zdaj vas pa prosim, da naredite močen vdih, izdih. In bomo štartali z osnovami. In zdaj boste samo poglejte, kaj ta trenutek čutite v telesu, koliko je jakost neugodja od 0 do 10 in to jakost v bistvu ovrednotite z neko številko. Recimo, tišči me, 10 je vedno najbolj neugodje, tišči me, da 10 bi bilo res ekstremno. Ali pa žalostna sem za 8, ali pa strah me je za 5.
dajte prosim to začeli bomo s tem fizičnim neugodjem. Koliko je jakost fizičnega neugodja, pa od 0 do 10, dajte številko. Pa mi dajte tako, kot je Mateja napisala, tresenje 6, ja, tiščanje v prsih 5. Pa sebi tudi to napišite, prosim, ker rada bi, da primerjamo, da vidimo, če smo res kaj naredili, če kaj deluje to. Trebuh 5, okej. Bolečine v trebuhu verjetno, ne. Pekoč občutek v prsnem košu in nemir. Tiščanje v prsih 6, okej, tako, ja. Kar napišite in sebi prosim tudi, zato da bomo imeli primerjavo. Tresenje, nemir, žalost, ja, 7. Okej. Slabost 10, bolečina v hrbtu, bolečine 7, celo telo, okej. Tiščanje v prsih, ja. Okej. Tako, mislim, da smo pripravljeni, tesnoba, strah, žalost. Ja, Meri. Noge, stres. V redu. In zdaj bomo pa začeli, uporabljala bom meni priljubljeno tehniko tapkanja, ni to edina, ki jo uporabljam, ampak je fajn. V takem stanju, kot ste vi, je to fajn. In super, če se danes to naučimo. Štartali bomo z osnovami. Tina, ti se pa, prosim, se počutim ful domače med druščino, tudi jaz. Fajn. Tina, ti se pa prosim osredotoči med vožnjo, sedaj ni nelagodja, osredotoči se takrat, prav, kot da si tam, ja. In bomo začeli s tapkanjem in bomo rekli, lahko tudi, če tega še ne poznate, postopek je čisto simpel, vedno je pa pomembno, da ga povežete s tem, kar vi trenutno čutite, ja. In bomo rekli, kljub temu, zdaj pa lahko za mano na glas ponavljate, začnemo s karate točko. Ne bom teoretično razlagala, teoretično imate tu v knjigici, tako da ostanite do konca, vam pošljemo PDF, v redu? Zdaj gremo kar izkoristiti ta čas, ko smo vsi zagreti, gremo. Očala rajši dol, prosim. Začnemo tukaj, gledajte to kot karate točka, kot bi udaril karate, z drugo roko vse 4 prste, tako, desničarji z desno po levi, lahko tudi zamenjate, okej? In gremo. Kljub temu, da imam vse te občutke, se imam rad in se sprejemam. Prosim na glas. To boste tudi sami, to lahko pol se boste naučili, si kdaj tudi s tem pomagate. Gremo. 3-krat vedno na roki. Kljub temu, da imam vse te občutke, mišljeni so vaši, ne? Se imam rada in se sprejemam. In še 3. Kljub temu, da imam vse te občutke, se imam rad in se sprejemam. Bravo. In zdaj gremo na vsaki točki, rečemo vsi ti moji občutki, kar rečite. Na strani očesa je naslednja točka, tu ob očesu in rečemo vsi ti moji občutki. Potem smo pod očesu na kosti, ja, kar močno tapkamo, ne morete se poškodovati, dame pač nohtke malo pazite, pa saj ste navajene. Vsi ti moji občutki, rečemo. Pod nosom isto ponavljamo. Vsi ti moji občutki. Pod usti, tu vmes, med bradico pa med usti, vsi ti moji občutki. Potem smo pa vse 4 prste tu na ključnici. Vsi ti moji občutki. Potem smo pod pazduho v višini prsi, ne direkt pod pazduho, eno dlan nižje. Vsi ti moji občutki. In potem smo še na vrhu glave, vsi ti moji občutki. Močen vdih, izdih. Zdaj bomo šli drugi krog, ki bomo govorili izmenično. In gremo kar tukaj in rečemo, izberem, da se sprostim. In na strani očesa, ne morem. Bomo malo se igramo, ne, s našo psiho. Ja pa ne, pa ja pa ne. Pa gremo pod oko. Izberem, da se sprostim. In pod nosom, ne morem. Pod usti, izberem, da se sprostim. In ključnica, vse 4 prste, močno se po tej kosti tukaj potapkajte, rečemo. Izberem, da se sprostim. Mislim, da sem prav. Pod pazduho, ne morem. Malo sem zamenjala, nič hudega.
Izberem, da se sprostim še na vrhu glave. Ne, ne morem. In zdaj spet vdih, izdih. In zdaj gremo tretji krog, ki pa bo pozitiven. Zdaj pa bomo odločno svoji psihi, svojemu telesu ukazali, izberem, da se sprostim. Prav? Spet začnemo tukaj. Izberem, da se sprostim. Na strani očesa. Izberem, da se sprostim. Pod očesom. Izberem, da se sprostim. Pod nosom. Izberem, da se sprostim. Izberem, da se sprostim, ključnica, izberem, da se sprostim, pod pazduho, izberem, da se sprostim in na vrhu glave izberem, da se sprostim. Odlično, naredimo močen vdih, izdih. Tako. In zdaj poglejmo, kaj se je z našim počutjem zgodilo in poglejte, dajte si spet eno številko, jakost, približno ocenite in mi povejte od prej številko, staro številko, s katero smo štartali, pa novo. Zelo me zanima, ali je ostalo isto, ali se je počutje zboljšalo, pomeni, da bo številka padla. Včasih, če se je kaj odprlo, se lahko tudi poveča. Torej, vse tri opcije so možne. Iz 6 na 3. 7, 7, 6, ja. Do zdaj se ni spremenilo. 5, 7, 3, 5 na 8, 10, 9, aha, iz 5 na 3, 8, 7, isto, 8, 6, ja. 6, daj 3, Mateja Križman v redu? 6 na 4, 6 na 5. Ok. Vidite, to je bila zdaj osnova, kjer marsikomu se je malo zboljšalo in zato se splača to poznati, da si lahko kdaj pomagate v kaki situaciji. Vendar pa prav resnih stvari pa ne moramo s tem spremeniti. Ja? To iz 5 na 4,8. Ste eni ste na inženirji, ste natančni, super. Torej, s temi osnovami ne moramo se trajno odpraviti anksioznosti. Lahko pa si malo pomagamo. Vidite, in fajn je zato to poznati. Če pa hočemo se res rešiti anksioznost, če hočemo, da gremo iz anksioznosti do notranjega miru, potem pa je potrebno iti zdaj tukaj noter. In zdaj bomo šli korak globje, pa ne mi zameriti, če bom malo potegnila, ta webinar mogoče ne bo v eni uri gotov, tako da ostanite z mano, da res dokončamo. Torej, zdaj bomo pa šli pogledat, katera stresna situacija bi lahko bila povezana s tem, kaj jaz danes čutim. Torej, moramo se resno lotiti. Tako kot sem vam rekla, vse, kar smo v življenju doživeli, se je zapisalo v nas, celo knjige so, ne vem, telo si vse zapomni, travma, ki ostane, članki so vsak dan na internetu novi o tem. Jaz pa vas učim točno praktično, kako se to naredi. Ja? Torej, to, kar čutimo, bomo poiskali, s katerim stresom iz našega življenja bi bilo to lahko povezano. In tu bomo zdaj en tak preprost princip uporabili, da bomo preprosto samo 3 prste, pa se bomo nežno rahlo prijeli, kotičke oči in tukaj, in bomo zaprli oči in se boste naslonili nazaj in boste sam intuitivno se vprašali, koliko sem bil star, ko se je zgodilo nekaj stresnega, kar moje telo še danes, ta trenutek čuti. Se razumemo? Torej, prepustite mi, zaupajte mi, tisti, ki zelo živite v svoji logiki, pa zelo ste inteligentni, intelektualni, boste malo se zdaj spustili v telo. Ja? Malo bomo šli iz te naše logike v telo. Ker bomo lažje prišli do rešitve, ker rešitev ni v naši logiki, tu not, ampak rešitev je tukaj, kjer je pa ta skrivnosten podzemni svet. Ja? In zato se lepo primemo s 3 prsti in se samo vprašamo in zdaj hočem, da si izmislite številko in mi sam zaupajte. Koliko sem bil star, ko se je zgodila stresna situacija, zaradi katere še danes čutim te občutke, ki jih danes, ta trenutek čutim. Torej, katera stresna izkušnja iz mojega življenja bi lahko prispevala vsaj nekaj k nastanku teh mojih občutkov.
In karkoli se vam zdaj pojavi številka ali že situacija stresna, je odlično. Morate si zdaj dobiti ali številko ali pa že situacijo. Če imate številko, recimo 5 let, 10 let, če nič ne najdete, še enkrat poslušajte. Koliko sem bil star, stara, ki sem doživela nekaj povezano s temi občutki danes? Ali sem bila stara 5 let, 2 leti, 10 let, 3 leta, 30, 20, 16, 1, 4, tak, morate imeti številko. Izmislite si, hop, evo, že imate. In zdaj bomo pa šli s eno igro in spet bi rada, da mi zaupate. Če kdo ni našel, naj napiše. Aha. Že pišete, kako ste pridni, kako lepo sodelujete. Zdaj vas sploh nisem prosila, da pišete. Ampak zdaj je važno, ni važna številka, važno je, zdaj pa si naslikajte sebe pri tej starosti. In tukaj bomo zdaj začeli mi spreminjati ta stresno situacijo, ki se je zgodila, bomo malo spremenili v smislu, da bomo dali stran občutke, da bo dogodek postal nevtralen, da ne bo več vplivalo na nas in posledično, tako kot sem vam obljubila, moja danes namera je, da ko greste od tu, da se počutite boljše, kot takrat, ko ste se usedli pred računalnik, telefon, preden smo mi začeli. Ja? Da pa to naredimo, pa res moramo iti v eno tako zgodbo. Matejka ne najde nobene situacije, Matejka še enkrat primemo se s 3 prsti, koliko sem bila stara, ko sem doživela nekaj povezano s temi občutki, hop, številka mora biti zdaj takoj. Ko imate številko, si samo sebe zamislite, spet domišljijo uporabite, ko se niste počutila dobro. In zdaj bomo pa šli v teater, gledališče znotraj našega uma in bomo tapkali in boste vmes vi sočasno gledali ta prizor, torej točke imamo iste kot prej, popolnoma iste, izpustimo tapkanje na roki, izpustimo govorjenje, razen jaz vam bom govorila, vi pa zaprete oči in greste v to izkušnjo in zdaj tisto, kar hočem od vas, pogum, ko sem vas prej spraševala, hočem vašo pripravljenost, hočem vašo odločitev, da vas ne bo strah pogledati v neko staro sranje, če grdo rečem. Da vas ne bo strah pogledati od blizu tisto, kar, Valerija, pol pa zbereš nekaj, kjer si doživela tremo. Da vas ne bo, pojdite v eno situacijo, ko vam ni bilo prijetno. Če nič niste našli takega po mojem receptu, pač najdite en dogodek v vašem življenju, ko vam ni bilo prijetno. Karkoli si izmislite. Ja? Če ste pa našli tisto konkretno, pa kar ostanite tam, kjer smo našli. In zdaj je vaša naloga, da tapkate in da sočasno, takoj ko znate točke, lahko zaprete oči, prosim. Točke skozi imam iste, kdor še ne ve, me lahko gleda, sicer pa upam, da že veste. In zdaj moramo delati 2 stvari naenkrat. Tapkamo in sočasno v mislih gledamo in čutimo in podoživljamo tisti neprijeten spomin, karkoli se vam je odprlo. Sodelujte po svojih najboljših močeh, ne morete biti že na začetku, danes pač bomo probali narediti, kolikor lahko. Ne rabite biti popolni danes, tudi če ste sicer perfekcionist, ne rabite, z nikomer ne tekmujete, z nikomer se ne primerjate. Tu ste zato, da raziskujete te črne zvezdice v vaši podzavesti in da te občutke si dovolite čutiti, odpreti neko staro omaro s starimi cotami in pogledati in tiste stare cote, stare občutke jih bomo zmetali ven. Malo bo neugodno, malo boste mogoče jokali, malo boste mogoče trpeli, malo vam bo sitno, ampak zaupajte temu procesu in samo pojdite noter in čutite te občutke in doživljate tisto svojo izkušnjo, kjer se je strah nalepil na vaše telo, kjer se je žalost nalepila na vaše telo, kjer se je stres vas dotaknil, da ste vi odreagirali s slabostjo,
z, ne vem, z žalostjo, strahom, jezo ali z nekimi fizičnimi neugodjem, s cmokom v grlu, s tiščanjem prsi. Kar pojdite noter, prosim. Jaz bom zdaj nehala tapkati, vi pa kar tapkajte. Če pa vam to moti, pa bodite samo v odprti drži. Nujno pa je, da opazujete ta spomin, da delate ravno kontra kot običajno, da vas ni strah iti v ta spomin, da vas ni strah iti v to staro godlo, da greste noter, da čutite te občutke, da še enkrat in tokrat zadnjič podoživimo tisto težo. In zdaj si samo predstavljajte, kot da teče čez vas, kot da ste pod slapom ljubezni. In ta slap ljubezni teče točno čez tisto vašo težko izkušnjo. In ta slap ljubezni vas zdravi. Ta slap ljubezni zdaj iz vas spušča ali pa čisti vse težke občutke, ki so takrat v tistem trenutku se ujeli v vaše telo. In samo čutite. In če sočasno tapkate, se bodo stvari počasi odluščile iz vas, bodo šle počasi ven, nič ne rabite siliti, samo bodite prisotni v tej svoji čustveni bolečini. Bodite prisotni v tej svojem čustvenem ali fizičnem neugodju. To je stres, ki se je vkopičil v vas. To je tisto, kar medicina govori, da zaradi stresa nastanejo bolezni. To je to. Zdaj točno to delamo, da to spuščamo ven. Ker če je lahko prišlo v nas, lahko gre tudi iz nas ven, ampak samo od sebe ne bo šlo, razen če ne bomo se mi potrudili, da gre. In zato samo bodite tam notri, doživljajte to izkušnjo še enkrat zadnjič. In zdaj bomo postali režiserji in hkrati glavni igralci. In bomo ta dogodek v mislih, v domišljiji zamenjali. Če vas boli roka, zamenjajte drugo roko. Če tišči v prsih in roka, tapkajte, ne morate iti čez neko neugodje, ne se bati, kar gremo. Čutimo in gremo, imejte zaprte oči, tapkajte, ali pa ste samo v odprti drži, ampak to je mentalni trening. To je pot, da se vi trajno rešite anksioznosti. To je pot, da se rešite OKM-ja, da se rešite strahu pred vožnjo, da se rešite panike, da se rešite nespečnosti. Samo zaupajte mi, pa tudi nič hude, če ste na začetku nerodni štorasti, če vam še ne gre takoj. Ker to je proces. Pri meni to traja 3 mesece. In ful sem ponosna na ljudi, tapkajte in bodite tam not. Ponosna sem na toliko ljudi, ki je šlo čez ta moj proces. 3600 se jih je nabralo, pa še več v teh zadnjih 12 letih. Ogromno ljudi. Ponosna sem na toliko Slovencev, ki so šli čez to in tudi vi zmorete. Ne se bati tega, da bi mogli zdaj biti popolni, ne se bati tega, da je pretežko za vas, ne se bati tega, da vam nikoli ne bo uspelo, ne se bati tega, da vam ne gre. Glejte, rekli ste, da ste pripravljeni. Zdaj pa mi sledite in mi zaupajte, ker to fucking deluje. To res deluje in to res pomaga. In zdaj, ampak morate se naučiti vi upravljati svojim umom, ne da mediji upravljajo, pa sorodniki, pa negativni prijatelji. Halo. Naš um je naše največje bogastvo, od tu vse izvira. In zdaj se učimo, kako negativo čistimo iz sebe. En dogodek naenkrat. Eno travmo naenkrat. In lahko milijone knjig preberete, pa se ne bo nič spremenilo. Ena taka, to, kar danes delamo, ena taka močna terapija, lahko en kamenček, ki ga odvržete iz sebe. Ja? Iz vašega čustvenega nahrbtnika en kamen odvržemo. Tapkajte ali pa samo bodite v odprti drži in samo gledajte to situacijo in zdaj se prisilite, da se ta situacija začne spreminjati na bolje. Ste režiserji, uporabite domišljijo, tudi če ste jo nazadnje uporabljali v vrtcu ali pa v 2. razredu v osnovni šoli, zdaj spet nujno rabimo svojo domišljijo. In tudi, če vas je vse šolanje iz vas naredilo hudega intelektualca, ni važno, zdaj rabimo domišljijo. In tudi, če ste tekom let in desetletij svoja čustva
zaprli, ker vas je preveč bolelo, zdaj jih odpiramo, ker jih morate odpreti, ker vaše telo ne zdrži več tega, da jih nekam skrivamo, ne zdrži več tega, da jih porimamo v ozadje, ne zdrži vaše telo več tega, da jih zanemarjamo in se pretvarjamo, kak ni nič ne boli, če pa fucking boli. In pojdite not to bolečino, pojdite not to izkušnjo, ne mi pobegniti. Super ste še tu z mano, wow. Skoraj 150 nas je, glejte, nihče od nas ni sam in vsakemu od nas je neugodno. Jaz tudi kdaj jokam, še vedno, ko se mi kaka stvar, ko se neko bedarijo spomnim. Pa mi paše, ker drugi dan sem jaz toliko sveža, toliko polna energije, toliko lep svet postane. Vredno je iti za kratek čas tu notri v te bolečine, vredno je za kratek čas pobrskati po teh neprijetnih stvareh, zato da se jih razbremenimo in da lahko od takrat naprej do konca življenja živimo sproščeno, samozavestno, predvsem pa zdravo. In še nekaj, da tega bremena nehote ne prenašamo na svoje otroke in na njihove otroke. Ja, zato še gremo. In si predstavljate, kako ta dogodek postaja vedno bolj lepši, vedno bolj svetel in vse, kar je bilo stresa, vi zdaj čutite, da odhaja iz vas. Čutite solze, čutite, da vam je vroče, hladno, mravljince vrti, mogoče vam je slabo, nič hudega. Vse to je normalno in vse to bo izzvenelo, preden se mi danes poslovimo. Ker gremo še. Še si predstavljate, kako teče brezpogojna ljubezen. Halo, tudi če ne verjamete v njo, uporabite domišljijo. Kaj, če bi pa obstajala brezpogojna ljubezen, ki bi bila močnejša od mojega enega starega, ušivega strahu, ki ga nosim s sabo že 10, 20, 30 ali 50 let in čeprav tega dogodka že zdavnaj ni več, še vedno je nekaj ostalo v meni. In kaj, če bi obstajala brezpogojna ljubezen, ki bi lahko to sčistila? In kaj, če tega nič ne verjamem, kar zdaj poslušam, pa vseeno vsaj malo zaupam, ker vseeno bi se bilo fajn rešiti anksioznosti, vseeno bi se bilo fajn skopati iz tega svoje jame, vseeno bi bilo fajn sprostiti svoje telo. Še, ker predstavljajte si, da zdaj ste kar pod enim tušem, zdaj pa nehajte tapkati, odprete dlani, stegnite roke, noge in samo kot da teče čez vas en tak slap ljubezni, teče čez vas in vas spira. In vse, kar je zdaj neugodja, občutkov, bolečine, karkoli je, samo se spira iz vas. Samo čutite, kako to počasi odhaja iz vas in kako je vse v redu in kako niste to več vi in to ni več vaša identiteta. In nisem jaz tista, ki bo celo življenje s tesnobo in s paniko, anksioznostjo. Kako je možno vse to spustiti, kako je možno vse to razbremeniti. Kako je možno, da se vse to očisti iz mene in kako sem jaz vreden, da živim v miru in kako je tudi meni na voljo, da živim sproščeno in kako je tudi zame možno, da spim trdno, kako je tudi meni možno, da se zjutraj zbudim sproščen in kako je vse okej. In brezpogojna ljubezen teče in zdravi in pomirja in čisti in gre čez vsako celico in je vse dobro. Brezpogojna ljubezen teče čez celo vaše telo, tudi če tega nikoli niste delali. Nič hudega. Tudi če vam je neznano, kar se vam zdaj v telesu dogaja, vse je okej. Vse to počasi odhaja in namesto tega prihaja mogoče praznina, mogoče pa že mir. Mir, utrujeni boste danes, make-up punce bomo sprale dol, nič hudega, ampak vse je v redu. In tako kot se vsak dan tuširamo in umivamo, tako zdaj tuširamo te stare občutke, da se očisti iz nas ven, da se izpere iz nas, ker lahko živimo sproščeno. In ni treba, da neka stara, grenka izkušnja izpred mnogo let vpliva na nas. In je vse dobro. In sem varen, in sem varna, in si lahko zaupam, in je vse okej. Brezpogojna ljubezen zdravi, čisti, pomirja, gre čez vsako vašo celico. Vse je dobro. Varen sem, varen.
Vse je dobro. Okej. In zdaj mi na kratko samo napišite, kako vam je, drugače pa ostali čas pa kar tapkajte, čisto na kratko. Da vidim, če ste že mirni, težje dihanje, še traja malo bolje. Tisti, ki še imate reakcijo, še tapkajte. Okej, kar gremo še. Bolje, dobro. Malo bolje, solze, bolje, enako. Marko, enako sem prebrala, ja, zihanje, bolje, okej. Dobro. Zdaj pa gremo, glejte, zdaj pa naredimo še en tak zaključek, da utrdimo vse skupaj, pa gremo na karate točko in rečemo: kljub temu, da ni varno, da se spremenim, se imam rad in se sprejemam. Govorite na glas, prosim. Kljub temu, da ni varno, da se spremenim, se imam rada in se sprejemam. Še enkrat, kljub temu, da ni varno, da se spremenim, se imam rad in se sprejemam. In gremo na vsako točko in rečemo: ni varno, da se spremenim. Ni varno, da se spremenim. Ni varno, da se spremenim. Ni varno, da se spremenim, ker gremo, dovolite si te besede, v knjigici vam vse piše, zakaj to delamo. Ni varno, da se spremenim. 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 In zdaj gremo izmenično. Kaj, če pa je varno, da se spremenim? Ne, pa ni. Kaj, če je varno, da se spremenim? Ne, pa ni. Kaj, če je varno, da se spremenim? Ne, pa ni. Kaj, če je varno, da se spremenim? Ne, pa ni. Gremo tretji krog. Varno je, da se spremenim. Varno je, da se spremenim. Varno je, da se spremenim. Ker gremo. Varno je, da se spremenim. 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 Naredimo močen vdih, izdih. In gremo drugi set. Kljub temu, da ne vem, kdo bom, če se spremenim, se imam rad in se sprejemam. Kljub temu, da ne vem, kdo bom, če se spremenim, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da ne vem, kdo bom, če se spremenim, se imam rad in se sprejemam. Gremo prvi krog. Ne vem, kdo bom, če se spremenim. 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 In zdaj gremo izmenično. Še vedno bom to jaz. Ne, ne bom. 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 In gremo tretji krog. Še vedno bom to jaz. 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 Ok, super. Naredimo močen vdih, izdih. Tako, če ima kdo še kako reakcijo, lahko vmes še tapka. Pa da vam zdaj še enkrat pokažem, kaj smo v bistvu delali. Pogledali smo najprej, kaj je anksioznost. Torej, en kontejnerček vseh neprijetnih simptomov na nivoju telesa, na nivoju misli, na nivoju naših čustev.
In kako vpliva na nas? Vpliva na celo naše življenje, na naše telo, na naše zdravje, na naše odnose, da smo bolj nervozni, bolj sitni, na našo produktivnost, na našo vožnjo z avtom, na spanje, na vse. Razlog so stresne situacije iz preteklosti. Zdaj smo se ene malo dotaknili. To je bil razlog. In rešitev tega je, da čistimo te stresne situacije iz preteklosti. Rešitev v bistvu je, da eno za drugo počasi, nežno to čistimo. In več kot delamo tega, boljše se boste počutili. Več kot tega gre iz vas, manj tesnobe bo. Več kot gre tega iz vas, bolj mirni boste. In več miru bo vaš. In vse to bo vplivalo na vaše telo. In jaz sem res ponosna na moje stranke, na ljudi, ki so prišli po pomoč, s katerimi smo skupaj šli čez to. Mnogi ljudje, ki pridejo k meni, so imeli ali težko situacijo v sedanjosti, ali mnogi so imeli tudi alkoholizem v otroštvu. In vse to zelo rani človeka. In ostane obilo občutkov v nas. In ko smo odrasli, težko živimo s tem čustvenim bremenom. In zadnji korak je bil v bistvu, ali se vam zdi vredno se ukvarjati s tem, ali se vam zdi vredno, ali imate tega dovolj. Ta proces je malo drugačen kot mogoče vse, kar ste do zdaj doživeli, ampak deluje. In na dolgi rok res prinaša rezultate. Zanima pa me, kako se vi zdaj počutite, in preverimo številke, koliko je bilo neugodje v telesu čisto na začetku, pa zdaj. Da vidimo to razliko, ali je padlo, zdaj bi pa že skoraj moglo pasti. Pa napišite od kdaj do kdaj, koliko je prej, pa koliko je zdaj. Pa napišemo, prosim, iz 6 na 3, 8, 5, 8, 5, 5, 4, 7, 3, krasno, 8, 5, okej, 8, 5, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 5, 5, Marko, midva imava isto, ja, 6, 2, 5, 3. Ja, in no, vidite, večinoma vam je padlo, seveda to ni zdaj vse, kar je treba narediti. Tega dela, če želite se ga je treba resno lotiti, bi potrebovali še nekaj več časa, seveda. Ravno to sem vam zdaj hotela povedati. Bolečina je postala manjša, ampak se je pojavil globol. Ja, okej. Torej, če s tem nadaljujemo, če bi to redno delali vsak teden 2-krat, pa bi to nekaj tednov, nekaj mesecev, lahko trajno se znebimo anksioznosti. Trajno se lahko vrne miren spanec, trajno se vrne sproščeno telo, misli se umirujejo, vsaka panika, vsi panični napadi se ustavijo, ko to dobro naredimo sistematično, in samozavest se tudi dvigne, ker ni več toliko bolečine, nismo več toliko zakrčeni, ne čutimo se več tako, da nismo dovolj dobri. In to so rezultati, ki so v bistvu ful vredni. Čutim dvom v to delo. Katja, v tem primeru dva sta taka, mogoče še kdo, ki se nič ni spremenilo. V tem primeru v bistvu bi predlagala en tak oseben pogovor in osebno delo, in zato bi tudi vas vse povabila, tisti, ki želite se tu osebno pogovoriti za vaš konkreten primer, kako bi to še hitreje lahko se rešili, da v bistvu pridete na en tak brezplačen razgovor. Zdaj bi prosila mojo ekipo, če nalepijo link. Tisti, ki vam je bilo danes všeč, ki hočete nekaj spremeniti, v bistvu se lahko vam vsakemu brezplačno posvetimo in vam pomagamo. Posebej tisti, ki kakorkoli, če imate kako vprašanje, če imate kako konkretno stvar, za katero želite pomoč. Vsekakor to je pot, ki sem jo jaz 10 let rabila, da sem jo razvila. Seveda je malo nenavadna, ampak so pa rezultati. Tako da, če imate, dajte si link in tam se samo prijavite in si izberete termin in se bomo v prihodnjih dneh pogovorili z vami. Tako da vsakega od vas v bistvu povabim, ki se želite resno lotiti
tako kot ste imeli danes brezplačen ta webinar, imate na voljo tudi brezplačen oseben pogovor, kjer se točno z vami naredimo strategijo, pogledamo, katere stresne situacije v vašem življenju bi lahko vplivale, kako konkretno bi se vaš konkreten primer lahko reševal, in kako bi v bistvu lahko se vaše življenje čisto konkretno spremenilo, ne. Zdaj pa mi napišete vašo izkušnjo, kaj vam je bilo danes všeč, kaj ste se danes naučili, drugače pa še ni konec, ker še imam nekaj stvari za vas pripravljene. Jaz sem v črni luknji, a mi je bilo super, okej. Kaj vam je bilo danes všeč, kaj ste se novega naučili, kaj vam je bilo danes dragoceno od tega, kar smo delali, lahko napišete, prosim. Ja, dajte link do pogovora spet nalepiti, prosim. Zanimivo deluje, solze, občutek, da je en del odpadel od mene. Super, Tomaž, evo, vi ste to doživel. Res deluje, zanimiva metoda tapkanja, okej. Jaz sem, glejte, brezplačen razgovor, Kristina, ti ga kar vmes ga lepi. Dajte si tale link, kliknite, pa si izberite en termin, napišite vaše ime, da se še osebno z vami pogovorimo, da vam pomagamo konkretno pri točno pri vaši situaciji, da vam točno povemo, katere situacije iz vašega življenja je treba predelati, strategijo, da naredimo, pa da vas usmerimo za naprej, ne. Ja, in zdaj vas vabim še, da naredimo en tak lep zaključek. Knjigico pa tudi, ja, Kristina, lepo prosim, knjigico prilepi link od knjige, to tudi lepo prosim, dva linka boste zdaj dobili, tam, kjer se boste prijavili, da se osebno pogovorimo, in še ta link, kjer si lahko to knjigo preberete. In res vas prosim, da si preberite, ker se boste našli, not so res zgodbe ljudi, ki so imeli iste težave kot vi in ki so jih rešili, ki so šli čez tak proces, tako da imate knjigo, si jo snamite, vzamite si jo dol na svoj računalnik, je pa v PDF, ne. Če pa pridete kdaj sem v pisarno, vam pa lahko tudi fizično to knjigico podarimo z veseljem, danes še cela pisarna je prej malo smrdela po plastiki, ampak so pa, evo. Tako da v bistvu je vse zdaj odvisno, ali vi res želite kaj spremeniti. Ali je vam to dovolj pomembno, Katja piše, jaz sem z vami od januarja, terapija mi pomaga, hvaležna sem za vaše delo, ja. Ali je vam to dovolj pomembno, da spremenite svoje življenje? Marko piše, ne deluje. Marko, verjamem, to zdaj, sploh se še nisva osebno videla, včasih je potreba iti globlje, včasih je treba malo več razmišljati, malo več razumeti, včasih se je treba kaj naučiti. To je tako kot kolo, ki ga vozimo, se spomnite, ko ste prvi sedli na kolo, kako smo bili nerodni, pa potem vedno bolj spretni. Ali pa tisti, ki smučate, ko gremo prvič na smučke, kako je zoprno, ne. Pol pa kasneje, čez nekaj časa, ko pa znamo, pa je smučanje tudi lahko zelo velik užitek. In podobno je tudi tukaj. Počasi se učimo delati s svojimi čustvi. In ne moremo pričakovati, da bo to čez noč, zato ker to toliko let nihče nam o tem ni učil, nihče nam ni praktično pokazal, mi še govoriti ne znamo, Slovenci, o svojih čustvih. Mi ne znamo občutkov niti sprejemati, mi imamo to potisnjeno nekam čisto sram nas je, nerodno nam je, mi ne znamo živeti z odprtim srcem, mi ne znamo reči ljudem, rad te imam, ne znamo reči, jezen sem nate. Potem se znamo razkuriti pa dreti en na drugega, ne, kadar stvar prekipi. In tu je delo, učenje, kako živeti sam s sabo, kako živeti s svojimi občutki, kako jih spreminjati, kako v bistvu razumeti zavestni del sebe, podzavestni, kako razumeti povezanost svojega uma in svojega telesa, kako razumeti povezanosti preteklosti in sedanjosti. In to je tisto v bistvu, kar jaz učim, in seveda ni vsak pripravljen za to. Popolnoma jim je jasno, nikogar ne prosim, nikogar ne silim, vendar pa tisti, ki pa hočete, pa res z odprtim srcem in z odprtimi rokami vas sprejmem, ker vam lahko v kratkem času totalno spremenim življenje. Če mi zaupate, če se pustite voditi, se lahko rešite anksioznosti.
Lahko se rešite nespečnosti, lahko se rešite paničnih napadov, lahko se rešite starih neumnih vzorcev v smislu nisem dovolj dobra, ne bo mi uspelo, lahko se rešite občutkov manj vrednosti, to sem jaz imela tega polno. In noben terapevt, noben coach mi ni znal pomagati, iskala sem jih tudi po tujini. Potovala sem v Ameriko, imela sem iz Avstralije coacha, iz Poljske eno coachinjo. Ampak ko je šlo za te globoke stvari, se je vedno vse ustavilo. In niso mi znali pomagati. Ja, vsak nekaj mi je dal. To, kar vas učim, to ni hec. To je sprememba vašega življenja, sprememba vašega zdravja, sprememba, da se boste v družinah lahko boljše razumele. Mamice razlagajo, odkar sem v vaši terapiji, se ne derem več na otroke. Kaj to pomeni? Koliko je lahko to dragoceno za vaše otroke? Odkar sem v terapiji, se počutim vedno bolje, se začnem čutiti svojo lastno vrednost. Koliko je to vredno? Generacije pred nami tega niso imele. Generacije pred nami tega niso mogle spreminjati. Mi pa danes imamo vse na voljo, ampak seveda, če ste pripravljeni, samo če hočete. Se ne pokaže. Ne gre se vam prijaviti za brezplačen pogovor. Glejte, pojdite, prosim, 2 spletni strani, napišite zdaj asiadomingo.si, pa še vlastakuster.si. Od Vlasta Kuster je moja stara spletna stran. Na obeh bi moglo biti možnost, da se prijavite na razgovor. Kako se vam ne pokaže koledar? Dajte na asiadomingo.si pa vlastakuster.si. Mi smo zdaj Asja Domingo čisto na novo postavljali, mogoče imamo še malo tehničnih težav, še ne deluje vse. Probajte na vlastakuster.si, imate tudi brezplačen razgovor, to je isto tako moja spletna stran z starim imenom. Pojdite tja gor, pa malo raziščite, prosim. Link bi vam pa mogel za knjigo delati, ker tisto je pa na Driveu. Imamo, glejte, glihe, en zelo kompleksno stran smo naredili, polno nekih še malih programčkov pripravljamo, ampak še ni še vse usposobljeno. Tako da zato v bistvu vam mogoče imate težave. Sicer pa lepo prosim, pišite na ta mail asia.dominko@gmail.com, pa samo napišite, rad bi prišel na uvodni razgovor, pa telefonsko, pa vas bomo tudi, najdite en način, no, upam, da se ne bo zdaj nam tu povezava spet prekinila. Potrudite se, če ste pripravljeni nekaj spremeniti, napišite mail, poglejte, kje se lahko prijavite, jaz zdaj ta trenutek ne znam, bomo mi to z mojo ekipo rešili vse te težave, samo da ne boste vi odnehali, preden mi to rešimo. Evo, pravo, v redu? A Mateju pa zdaj to dela, novi, evo. Tako da lahko napišete na mail, na starem internetu dela. Okej, najdite si skratka način. Vrednost tega je res, da se imate vi dobro, da se počutite dobro. Zdaj vam pa dam prostor za vprašanja, ful hvala, da ste ostali z mano, torej niste mi ušli, karkoli vas zanima, lahko me še vprašate, lahko še zdaj naredimo en tak lep zaključek, če želite. Poskrbite, da ste si sneli knjigo, ker je možen, individualen pristop je tudi možen, vedno pa se najprej prijavite na ta razgovor. Tako da Matej seveda za take, ko tu nič ne čutijo, imamo vedno tudi rešitev z individualno podporo. Tu se res vsakemu posvetimo, ker vsak od nas je unikaten, to ne moramo kar masovno delati, vsak od nas je unikaten in moj tim tudi predan temu, vsi, s katerimi jaz sodelujem, so vsi šli čez to, tako da evo, smo tu na voljo. Gašper še ima vprašanje, kako se razlikuje ta tehnika od terapije plus meditacije? Meditacije je zelo, zelo veliko, lahko bi to tudi imenovali meditacija, jaz pač imenujem to terapija, zato je nek moj unikaten pristop, kjer res grem globoko, kjer res grem sistematično, kjer res grem vedno en dogodek sistematičen za drugim, oziroma eno podzavestno prepričanje za drugim. Meditacija je pa lahko samo sproščanje, čutenje, razširjanje zavesti, tako da teh tehnik in tega je zelo veliko. Jaz to imenujem terapija, ker spreminja
spreminja življenje. Sama tudi meditiram vsak dan in vedno preden imam te terapije, tudi sama se povezujem navzgor, meditiram in včasih samo besede tečejo čez mene. Mi pa imenujemo to terapija, ker to spreminja življenje. Tam in ljudem, ki jim velikokrat nič drugega ni pomagalo. Mogoče za zaključek, evo, zdaj sem pa dobila idejo, danes je prišel kakšno pa je vaše mnenje glede kanaliziranih meditacij? Ja, lepa stvar, jaz tudi kanaliziram energijo, kanaliziram to moje, seveda. Ja, poskusite in če vam je všeč, uporabljajte. Lahko so zelo lepe te stvari. Vendar pa katerikoli meditacije sem jaz doživela, da ko ima človek res neko stisko, ko ima človek res neko tako izkušnjo anksioznosti, je treba globji pa bolj sistematičen pristop. Tako da te kanalizirane meditacije, ki so v Sloveniji na voljo, lahko se nekaj dosežejo, ampak tukaj pa res, če hočete pa se rešiti teh težjih čustvenih zadev, s katerimi se pač jaz ukvarjam, pa mislim, da je treba malo bolj sistematičen pristop. So pa luštne. Ja? Brane je zamudil, bomo poslali ta posnetek tudi preko, bomo poslali posnetek na mail. Ja? Zdaj pa, če ste za to, jaz bi vam še prebrala, danes je prišel en mail, pa ga bom malo skrajšala, od gospe, ki se je pač pridružila moji terapiji 20. februar, se pravi, ni še dolgo, ne, niti 2 meseca ni. Medicinska sestra, ki je imela stresne dogodke, malo bom skrajšala, da ne bo predolgo, potem pa naredimo še eno kratko kanalizirano terapijo ali pa meditacijo, če želite. Prav? Je to možno odpraviti brez jemanja zdravil? Absolutno. Kar se tiče zdravil, ja, zdaj pa spet odgovarjam. Kar se tiče zdravil, jaz vedno rečem, glejte, jaz nisem zdravnica. Kljub temu, da imam magisterij iz temeljnih medicinskih znanosti, vendar nisem zdravnica. Ne predpisujem zdravil in se tudi ne želim vtikovati v zdravljenje zdravnikov. Moja naloga je, da vam pomagam, da se vi začnete počutiti bolje. Ko se vi resnično, ko mi očistimo ta stres iz telesa, velikokrat se zmanjša potreba po zdravilih in takrat greste vi k svojemu zdravniku in se spet z njim pogovarjate glede zdravil. Ne? Prav? Tako da, evo, spoštujem tudi pač delo vsakega, ki tukaj, včasih pa tudi zdravila so zelo koristna, ker je težko in rabite neko berglo, ki vas vsaj nekaj časa spremlja, dokler mi tu ne sčistimo dovolj teh težkih stvari iz vas. Ne? Bom čisto na kratko. Gospa medicinska sestra, 18 let delala v DSO-ju, imela težke dogodke, stresne, alkoholizem, psihično nasilje, ločitev, služba, otroke in tako naprej in se je sesula. Imela je zgorelost, anksioznost, depresijo, simptomi so bili mravljinčenje, tresenje, razbijanje srca, tiščanje v prsih, strahovi, vročica. In ko je prišla potem k meni, pravi, da je zelo marljiva, dela vse, kar jaz učim, in da je napredek je res velik. Že mesec dni nimam paničnih napadov, spim dobro, imam več energije, hodim ven. Obsesivno-kompulzivna motnja in samomorilne misli so izvenele, v sebi nosim mir in upanje. Tudi partner in otrok opažata spremembo, sem bolj strpna, lažje komuniciram, manj je negativne energije. Občutki so tako lepi, da kar ne morem verjeti, da je to možno, kot da se mi je zgodil čudež. In ja, ta čudež ste vi, Asja, s svojim čudovitim poslanstvom. In tako naprej. Besede se ne more opisati, kako hvaležna sem, da sem dobila to priložnost, da sem vam spoznala in da ste dobesedno moja rešiteljica. Vaše afirmacije, besede so se mi tako vtisnile v glavo, da mi vsak dan odzvanijo v glavi kot nek prijazen, ljubeč opomnik. Vmes se je tudi pri meni pojavila črna luknja, tako imenovana, ko je pač res težko, vendar mi je bilo v veliko pomoč to, da večkrat opozarjate, da lahko pride do tega, da naj ne obupamo. Tako sem vedela, da sem v tej luknji in bo hitro minilo in res je. Naredila sem tudi oceno osebnih teh podzavestnih prepričanj. Na začetku sem bila šokirana, kako slabo samopodobo imam, pa se tega sploh nisem zavedala. V prejšnjem tednu sem naredila ponovno oceno in sem bila prijetno presenečena, kakšen uspeh sem doživela v mesecu in pol. Saj se nekatera prepričanja spravila, pač jih je zelo zmanjšala. Počutim se tako dobro, da svoje izkušnje in nasvete lahko delim s svojim bližnjim.
To je zdaj pač ena gospa, ime je pa Ana iz Ljubljane. Evo, več vam pa njene identitete ne smemo izdati. Zdaj pa naredimo en še tak lep zaključek, ker vidim, da ste še z mano, vidim, da vam je lepo. Všeč mi je ta energija, všeč mi je, da ste mnogi pripravljeni. Posnetek dobite na mail, ja. Aha, tu smo naredili, dobro, Facebook je bila zgleda informacija. Čas, ja. Trudimo se zelo, pa vseeno pride do kake napakice, ne. Zdaj pa vas vabim, da samo zaprete oči, samo čutite sebe. Odprite, predstavljajte si, da imate tako zadrgo, potegnite zadrgo čez predvsem čez svoj trup in kot da srček odprete. In zdaj si predstavljate, da teče čez vas energija ljubezni, teče vsako vašo celico. Energija ljubezni vas zdravi, vas pomirja, vas čisti, gre čez vse te vaše občutke. In odplakne vaše dvome in vam prinese zaupanje vase, občutek vreden sem, zmorem. Karkoli se odločim, mi lahko uspe. Tudi jaz lahko živim sproščeno, mirno in pogumno. In še energija ljubezni vas zdravi, teče čez celo vaše telo, čez vse vaše občutke. In zdaj prinaša vam moč. Odprite se, sprejmite. Zmorem si oblikovati to življenje tako, kot si jaz želim. Zmorem si oblikovati življenje tako, da bo meni dobro. Zmorem si oblikovati svoje življenje tako, da bom srečna, srečen. Imam moč v sebi, da spremenim tisto, kar me boli, da spustim, oprostim, pustim, da gre. In namesto tega sprejmem, kako neskončno vreden sem, kako neskončno vredna sem, kako energija ljubezni teče čez celo moje telo, me zdravi, me čisti, me pomirja. Kako neskončno vreden sem, neskončno vredna sem. In moje življenje je pomembno. In moje počutje je pomembno. In lahko najdem moč v sebi, da izpeljem spremembe, ki si jih želim, ki jih potrebujem. Vreden sem, vredna sem. In zmorem. In pripada mi, da se dobro počutim. Zdaj si predstavljate, kako v spirali teče čez vas energija ljubezni. In ni zdaj samo nežna, ampak je tudi močna. Energija miru, energija poguma. Varen sem, varna sem, vse je dobro. Brezpogojna ljubezen vas zdravi, vas čisti, vas pomirja, gre čez vsako vašo celico in vam daje novo razumevanje vas samih, da zmorete, da je možno in da je treba sebi pomagati, da je treba sebe razbremeniti. In da je to nekaj, kar generacije pred nami niso imele, mi pa imamo. In da lahko stopimo iz starih okvirov, iz starih bolečin, iz starih vzorcev, iz starega sranja, iz starih obremenitev in zaživimo, tako kot je ta narava zdaj v nekaj tednih, nekaj dneh zaživela na polno. Tako isto lahko naše življenje zaživi na polno. Da se razcvetimo, tako kot so se drevesa razcvetela, grmi razcveteli. Ampak vse je zdaj odvisno od vsakega posameznega. Vsak se mora zase odločiti.
Jaz se ne morem namesto vas, bi se rada, pa ne morem. Vsak se lahko sam zase odloči. Je pa možno. In pot je, in tu smo ljudje, ki vam pomagamo, in fajn je. Fajn je, ko je fajn. Fajn je, fajn se je počutiti dobro. In dobro je, ko se počutimo dobro. In s tem bi jaz danes zaključila. Hvala vam, da ste bili z mano. Še enkrat, Kristina, prosim, nalepi tudi knjigo, pa nalepi še stran vlastakuster.si, da si kdor želi res lahko prijavi, kdor želi knjigico berite, dajte feedback, ko boste prebrali, se javite. Rada vas imam, lepo mi je bilo danes z vami, lahko noč, lepo se spočite in vse dobro. Srečno. Katja, če se počutiš grozno, napiši, se bomo jutri pogovorili s tabo, ti bomo pomagali. Okej? Čarobno, čudovit večer. Hvala, hvala, hvala. Okej, se izklapljam. Dio, dio.